Zdaj pa tako začeli, ne? Vi ste Modrijani, vi ste zdaj tukaj špilate, ne? Pa bom jaz začel. Ti, ne rabite, ne? Saj vsi vemo, za kak je to, ne? Odkrito povejte, vam gre komad že malo na živce ali še ga vedno radi špilate? Vi ste še zmeraj radi zaigramo, ja. Pa odziv od ljudi je verjetno vedno dober, vedno... Ja, imamo že kire take zveste poslušalce, ko res takle že delajo pred nami, ampak 99,99,99,99,99 pač imamo še srečo, da poslušajo. Zdaj me zanima, kak je recimo špilat v Mariboru ali pa v Ljubljani, v nekem velikem mestu proti nekim manjšim veselicam. So razlike, poznate razlike, so ljudje različni? Isto prihajajo in sem in tja podobni ljudje, željni zabave in žure. Pa recimo, vi ste na slovenski sceni zdaj dosegli nekaj, ne? Ste bili, ste se pokazali, ste se več kot pokazali, živite na slovenski glasbeni sceni, je kakor je, ne? Kak je živeti na tem, kak je ustvarjati na slovenski sceni, kak je občutek? Pravzaprav moramo priznati, no, občutek je res dober. Mi to zelo radi počnemo, radi veliko igramo. Vsi smo navajeni tega življenja, da smo veliko na cesti, radi se odpravimo na pot, prija nam, če nas nekaj dni ni doma, prija nam, če marsikaj doživimo, tudi smo nočni ptiči, noč ima svoje moči in enkrat, ko začutiš cesto, pa te noči, pa oder, pa vse te ljudi, ti to zleze tako pod kožo, da te pravzaprav kar zasvoji, no, če sem iskren. Pa žurate ga, v bistvu, mislim, špilate na žurih, ampak kak je za to žuranje? Kak dolgo špilate? 2 leti, 3 leta, kak dolgo? Že kar malo več, ne? Mi igramo že 14 leta. 13 leto kot Modrijani? 14 leto kot Modrijani, ja. V bistvu na teh žurih, preko študentskih žurih smo pa zadnjih 4 leta, 5 leta. Kaj pa je bilo tisto, kar vas je diferenciralo, razlikovalo od tistega, kaj ste prej bili, pa kaj ste zdaj? Ko ste poznani, ko vas poznajo vseh 2 milijona Slovencev. Mislim, da se od takrat pa do danes, kar se nas tiče, ni veliko spremenilo. S prvim dnem, ko smo se spoznali, smo imeli to zelo radi. Dobro, no, to je... to se je, ja. V glavnem, ne, no, v notranjosti. Pač takrat smo to radi počeli, ne. Zdaj pa hvala Bogu, ne, da nas poslušajo, da nas ne gledajo, oziroma... Vidim, po vseh teh letih ste še vedno nasmejani, še vedno radi igrate. Res je, glasba nas po mojem združuje, pač vsi radi imamo to glasbo in uživamo. Rok ima en dober pregovor. Kako že ti, Rok, rečeš, da dlje zdržiš pod vodo kot doma. Tako da, Rok dlje zdrži pod vodo kot doma. Mi drugače ne znamo, se mi zdi, da mi smo pač Modrijani in bomo živeli in umrli na odru. To je naše poslanstvo. Mi smo pač že res od malega s to muziko in drugače se jaz sploh ne predstavljam na 4. No, se mi zdi, da vedno boljše razumemo. Pač drugega poznamo do obisti, no, in ne šparamo besed, v obraz si rečemo res, kar nam pade. To moraš biti kar vzdržljiv na dolgi rok, da to vzdržiš. Ampak je pa... Moraš tudi imeti širok besedni zaklad, da lahko se sploh... Ja, imamo pa razpucane odnose, no, pač Franjo, ne, tisti na vajah si prej malo pretiraval. Danes že celo skupaj stojiva. Rečite mi, kaj pa slovenska glasbena scena? Dobro, malo počakamo. Prva boževalka danes. Rečite mi, kak pa je slovenska glasbena scena? Kam se vi uvršate to glasbeno sceno? Ste samo glasba na odru ali ste še glasba na CD-jih, na radio? Kje vse ste? Mi smo neuvrščeni, se mi zdi. Ne vem, če smo ravno tipičen narodno-zabavni ansambel. Pop izvajalci nismo, pa rockerji tudi ne. Mi smo res, po mojem, neuvrščeni. Ne vemo točno, kaj smo, ampak nam ta status zelo ugaja. Tako da, pač mi delamo to, kar čutimo, z definicijami se ne obremenjujemo, niti ne filozofiramo, čeprav smo filozofi, ampak filozofiramo pa ne. In pač preprosto delamo to, kar čutimo, pa kar nam pride na odru. Ko ste vprašali, kje smo vse dosegljivi, na vseh pač trenutno možnih portalih, kateri se ukvarjajo s distribucijo skladb in tudi seveda na
žal in počasi zamrljamo z idejo. Odkot pa ste? Vsi vejo, kdo ste, kaj špilate. Odkot pa ste sploh? Mi smo v bistvu iz celskega okoliša, bolj kot ne. Sem manj bolj študiral. Študiral sem pa tukaj, ja. Sam zdaj je to kar nekaj let že od tega. Čeprav ne zgleda, ampak je.